Pozdravljeni, prijatelji digitali. Na baterijo v iPhonu ni treba prav posebej paziti, saj je odlična in bo brez težav ob normalni uporabi vzdržala čez ves dan. Ob intenzivni poslovni uporabi pa morda lahko priporočim nekaj ukrepov, ki se jih lahko lotimo. Recimo tule v nastavitvah lahko odklopimo nekatere funkcije telefona, ki rade pijejo baterijo. Recimo v nastavitvah pošta lahko odklopimo obvestila o prihajajoči pošti, tule Fetch New Data, namesto Push, kar odklopimo na Off, tako da ne bo vsakih 10 ali 15 minut preverjal, če je na strežniku kakšna nova pošta. Seveda v tem primeru je treba, če nas nova pošta zanima, jo preveriti ročno. Druga poteza je recimo odklop Bluetootha, ki ga povprečni uporabnik pravzaprav redko uporablja, jaz recimo samo v avtomobilu, tako da ga lahko za doma komot odklopim. Če sem pa kje na terenu, pa rad odklopim Wi-Fi. Takole povezavo, brezžično povezavo na internet, s temle odklopom preprečim telefonu, da bi, ko sem na terenu, iskal okrog sebe, kje so kakšne proste Wi-Fi mreže za priklop na internet. In morda še, ne nazadnje, še odklopimo Location Services, s tem odklopimo GPS čip, da se ne konekta več v vesolje na satelite in s tem kar občutno prihrani na električni energiji. No, najhitreje pa lahko prišparamo na bateriji z vklopom Airplane moda, ampak pozor, s tem so odklopljene vse brezžične funkcije telefona, tudi klica ne moramo seveda sprejeti, niti klicati. No, če je pa kriza, ki je na terenu, se pa najbolj splača morda telefon kar odklopiti za nekaj časa, če ga ne rabimo, s pritiskom na oba gumba, slide to power off in gre iPhone spat. Pa mogoče, če ste res velikokrat v težavah, se splača nositi s sabo tale polnilec ali pa vsaj kabel, s katerim se lahko priklopite na prijateljev računalnik preko USB-a in napolnite akumulatorje. Živjo!